Ali je možno razveljaviti izide glasovanja na 24 predčasnih voliščih, za katere SDS trdi, da so nezakonita? Ustavni pravnik in dolgoletni član Državne volilne komisije Saša Zagorc ocenjuje, da ne. Gotovo so bile pri organizaciji volišč določene nepravilnosti, pravi Zagorc, a to po njegovem mnenju nikakor ni vplivalo na končni izid volitev. Volivci so namreč imeli tudi druge načine uveljavljanja svoje pravice. Marko Gregorc. Na DVK so potrdili, da so do danes prejeli 8 ugovorov zoper delo volilnih odborov oziroma okrajnih volilnih komisij. Enega je podal predstavnik Logarjevih demokratov, 7 pa v stranki SDS, kot je že včeraj napovedal njihov predsednik Janez Janša. V Sloveniji že več kot 30 let hodimo na večstrankarske volitve po nekoliko različnih volilnih sistemih sicer, ampak toliko nepravilnosti, kot jih javljajo za vseh koncev, kot po tokrašnjih volitvah, v bistvu ni bilo še nikoli. Na volitvah je svoj glas oddalo več kot 1.177.000 ljudi, zgolj v nedeljo na več kot 3.000 voliščih. Nenaravno bi bilo, če se ob tako množičnem dogodku ne bi sprožil vsaj kak sum nepravilnosti, ocenjuje ustavni pravnik Saša Zagorc. Jaz bi rekel, da imamo letos mogoče malce večjo občutljivost posameznikov, ki so seveda iz takšnih in drugačnih razlogov zaznavali več teh zadev. Jaz sem skozi zgodovino, tudi kot član Državne volilne komisije, sem opazil, da so bile številne neke nepravilnosti, neka tveganja, ki so se pojavila tudi v času, ko so bili drugi na oblasti. Zagorc meni, da pri SDS-u s pobudo izpodbijanja rezultatov na 24 voliščih ne bodo uspeli, saj nezakonitost ni vplivala na pravico do izražanja volje volivcev. Namreč ti volivci, tisti, ki so glasovali na predčasnem glasovanju, ali so pa kako drugače izkoristili to možnost v volilnih okrajih, ki so bili na nek način prizadeti, so seveda lahko z drugimi načini glasovanja seveda uresničili svojo volilno pravico in to je ključno. Volivci so imeli volišče v svoji bližini odprto v nedeljo. Gibalno oviranim je bilo omogočeno tudi glasovanje na domu, možnosti našteva Zagorc. Vseeno opozarja, da je nezakonito stanje nekaterih predčasnih volišč v prihodnje treba nasloviti. Moja ocena je, da seveda v bodoče treba biti bolj pozoren, slediti dikciji zakona, deloma gotovo tudi naprej premisliti, da dobimo pravčasno mesta v vseh volilnih okrajih, da se lahko upravi tam predčasno glasovanje.